pride naproti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Pozdravljeni na 12. zasavskem humanitarnem teku za osebe oziroma za Kamniško-zasavsko društvo oseb z multiplo sklerozo. Žal je bilo danes napovedano, da bom jaz tekel 12 ur na tem igrišču v prekrasnem ambientu. Prišlo je do poškodbe, tako da smo malce skrajšali, bomo hodili, tudi tekli bomo. Tako da jaz predlagam, da s tekom ali pa s hojo kar začnemo. Pa hvala vsi, ki ste prišli na ta začetek našega 12. zasavskega humanitarnega teka. Pa gremo, ne? Pa. Gospa, danes na tem zasavskem humanitarnem teku ste se nam pridružili. Je to prvič? Ste še že kdaj prej? Sem že bila, ampak takrat sem vedno hodila. Danes sem pa pretekla krog in sicer lahko rečem, da več kot po 50 letih. Kaj to pomeni? Da niste nekako ponotranili tek? Je bila kakšna poškodba? Veste kako, vedno mi je bilo strah zato, ker imam oba nova kolena, nov kolk. Vsak dan sicer hodim po tem igrišču, ampak teč pa nikoli nisem upala. Se mi je zdelo, da ne zmorem, ampak vidim, da zmorem. Kako zahtevna pa so bile vse te operacije, pa potem rehabilitacija? Veste, zahtevno je, ampak če imaš voljo, je tudi pot. Tako da zdaj lahko normalno hodim. Nisem več tako na počepnem, ne delam več nič na kolenih, ampak drugače pa kvalitetno živim. Preko katerega društva pa ste tu na Rudarju? Vsak dan smo tukaj telovadimo, pol ure, to je šola zdravja. To je akcija, ki poteka po celi Sloveniji. Imamo glavnem gibe za malce starejše, torej razgibamo celo telo. Jaz pa še predhodno pridem na polurno hojo, tako da naredim nekje 6, 7, 8 krogov, odvisno kdaj pridem. No, danes tečemo pa zbiramo denar za društvo, Kamniško-zasavsko društvo multiple osebe. Koliko pa poznate to bolezen? Nekje seznanjena sem z njo, hvala Bogu v družini jo ni, ampak imam kolegico, katero otrok je zbolel že pri 6 letih, sicer še vedno živi na vozičku in tako naprej, ampak ni prijetna. Hudo je za tiste, ki se soočajo s to boleznijo. Laura, eden je poškodovan, drug je pa malo na slabem glasu. Res je, ja, res je. Posledica poletja? Posledica poletja, dolgih delavnikov, ja, vse pozna pa malo, ampak... Laura, nekako danes ta 12. zasavski humanitarni tek za osebe z multiplo sklerozo nekako sopada tudi z visokim jubilejem Društva prijateljev mladine Trbovlje, 70 let. 10 let nazaj se je pa vse skupaj začelo, ne? Res je, ja. Začetki so bili ravno ob 60-letnici Društva prijateljev mladine Trbovlje. Letos praznujemo že 70 let, tako da veseli, da so se te teki obdržali in še nadgradili in pač res, bom rekla tako, dajo svoj namen temu, da pomagamo ne samo pač našim otrokom, s čemer se je začelo, ampak tudi v bistvu vsem osebam na različnih področjih, ki potrebujejo takšno in drugačno pomoč. Teh področij je bilo že kar veliko, v zadnjih letih, bolj kot ne za osebe, ki obolevajo za različnimi, dostikrat žal neozdravljivimi boleznimi. Res je in nameni vseh teh tekov so predvsem to, da jim poskušamo na nek način zbranimi sredstvi vsaj malo olajšati oziroma jim omogočiti neko dodatno terapijo, ki si jo mogoče drugače ne bi morali privoščiti. Pa tudi, da pridejo te bolezni nekako tudi v javnost, ne? Res je, ja. Zdaj, do sedanjih tekih se je zbralo tam med 40 do 50 tisoč evrov, ne? Zdaj, do tega trenutka, okrog 2000 evrov. Res je. Zdaj ponavadi se tam okrog 3000 evrov, včasih tudi več, zbere. Laura,
Kakšni pa so načrti za naprej? Se bo to še odvijalo? Mislim, da glede na to, da potreb je še veliko, ki sigurno bojo potekali naprej v takšni in drugačni obliki. En kup je še posameznikov, društev, ki potrebujejo to pomoč. In predvsem, ker pač vidimo, da v bistvu tudi vedno bolj je pomembno poudarek velik na teh, da bom rekla, na športu, na svojem zdravju in na tak način mislim, da so pač teki predvsem dobrodošli, vsaka športno obarvani dobrodelni projekti. Kakšni so pa načrti glede same obletnice Društva prijateljev mladine Trbovlje? 70 dni, tako bom rekla, Društvo prijateljev mladine Trbovlje ima en kup načrtov, kaj se bo še dogajalo ob 70-letnici društva. Je pa zadeva tudi, da smo letošnje leto bili uspešni na dveh, prvi smo se prijavljeni na evropske razpise, bili na dveh uspešnih, kar je prineslo eno, bom rekla, veliko dela, katerega se niti nismo zavedali, ampak vsekakor bomo projekt uspešno izpeljali, tako da zaključno obeležitev ob 70-letnici upamo, da bomo lahko uspešno izvedli v mesecu decembru. Skozi vse leto so se odvijale takšne in drugačni dogodki, ki so bili nekako povezani s našo obletnico. Tako kot tudi vsem tistim, ki delujete na osnovi razpisov, javnih razpisov, pa ste deležni kakšnih evrov, ne? Pa veliko preglavic dela tudi birokracija, ne? Papirologija. Ne? Se mi zdi, da smo včasih življenje tako zakomplicirali, ali pa so nam ga. Res je, ne? Vsi se radi lotimo novih projektov, radi imamo, predvsem se mi zdi, da tisti, ki delamo v prostovoljskih, ne vladnem sektorju, imaš rad neko to delo v praksi, pač en kup projektov, idej, poskušamo nadgraditi svoje delo, ampak vedno za seboj vsaka stvar prinese, en kup birokracije, dokumentacije in potem včasih se nabere vsega preveč in že razmišljaš, ali bo sploh potrebno, ampak pomembno pa je, da v bistvu pač kot društvo, da napredujemo in na ta način se učimo in mislim, da prav je, da društvo z leti napreduje in se prijavlja tudi na razpise in ne samo čaka na tista redna sredstva, ki jih dobiva, ne. No, pravijo, da ob koncu, da se dotakneva še tega zasavskega humanitarnega teka. Tudi za tega se je največ sredstev zaenkrat zbralo v dveh slaščičarnah, Hamiti pri zdravstvenem domu v Trbovljah, pa v sladolednem butiku Kepca v Kisovcu, pa še potem v nekaterih lokalih sicer malce manj zasavskih. 500 evrov je tudi že donirala fundacija Svečke. Čakamo pa še, ne, prošnja je poslana tudi na 3 zasavske občine. Tako, ja, sredstva se bodo še zbirala naprej, prav tako bom rekla, do konca meseca bomo še počakali tudi z SMS donacijami, ki so letošnje leto odprte, torej DPM5 na 1919. Še vedno lahko vsak klikne in tako daruje 5 evrov dodatnih, tako da bomo počakali še vse skupaj, da se do konca meseca nabere in takrat bo potem znan nekak končni znesek, ki bo namenjen društvu. In če si tako nevešč z mobitelom, kot sem jaz, ne, ko sem se odločil, da bom nekaj doniral, sem pač poiskal tvojo pomoč in si mi to uredila. Tako, na hitro, tako, torej ja. Vsak vnuk, vsak otrok to zna. Res je. Tako. Mladina sploh. Jure, lej, prav veseli smo, ne, organizatorji 12. zasavskega humanitarnega teka, da pripeljete sem, ne, na Rudarja tudi učence, ne, osnovne šole Trbovlje. Tako. Kako to? Tole smo, ravnateljica nam je dala tole, da je pošta elektronsko. Smo tole gledali in smo rekli, da bomo hodili, nam pa prav pride, zato ker so zdaj otroci, imamo atletiko na začetku in ker je lepo vreme, bomo to izkoristili s tem, da bomo še malo poskrbeli za njihovo kondicijo. So otroci tudi kaj obveščeni, kakšen je namen, da se zbira za osebe? Ja, smo jim povedali, čim več krogov, humanitarni tek, zakaj se zbira, ne, za to multiplo sklerozo, pač smo jim povedali. Ja. Zdaj ti si profesor športne vzgoje, ne? Zdaj se menda reče, če piše tam pri urniki samo športa, je telovadba, kako? Zdaj je samo šport, ja, vzgojo so malo črtali, kar pa tudi ni dobro, ne. Ker je tudi vzgoja, tako kot matematika je tudi to vzgoja, ne? Moglo bi biti vzgoja v šoli, ne, tako, zdaj pa pač je, kaj naj rečem,
Ne. Tako so se odločili. Tako, ne? Ja. tako. No, kako si pa ti, ki je vzgojen športno, mimo profesije, ne? Ja, jaz sem pa tako, treniram, rekreiram vsak dan skoraj, no. Igral sem košarko prej 25 let v Trbovljah, pa tle v Zasavju. Tako da probam tako z otrokom, da bojo, ne, vsak ne bo športnik, ne, ampak da bojo se z rekreacijo celo življenje ukvarjali. To jih probamo vzgojiti. Potem si zagotovo spremljal tudi te naše tekme, ne? Košarkarske reprezentance. Ja, tako. In si vseeno verjetno zadovoljen, ne? Sem. Med 8 so, ne? Je kar realno stanje. Je pokazalo se na koncu. No. Tako da manjkali so nam 2-3 igralci, ne, tisti, ki so poškodovani, Čančar pa. Tako da, ampak sem zadovoljen. No. Evo, z nami je častna pokroviteljica 12. Zasavskega humanitarnega teka, Nina Medvešek. Nina, živijo. Živijo. Zdaj, midva sva že prehodila, moram reči, da kar nekaj, ne? Torej, več kot 50 metrov. Nimam pojma, koliko je to, ampak za moje razmere je to zelo veliko. Zdaj, a se danes kaj bolj počutiš kot kakšen drug dan? To malce gre v valovih, to varira, ne? Ja, to zelo varira. Pa moram reči, da nisem utrujena, vreme je idealno za kaj takega. Ni vroče, ni mrzlo, kaj mrzlo trdim, ki je vroče, sem gumijasta, tako da super. A veš, da sem tudi jaz sončni človek, ne? In sicer je težko teči v takem soncu, ampak bistveno lažje kot pa če je hladno. Ja. Me je kar malce žal, no, da je poškodba preprečila tek. Sicer bi se tu 12 ur matral, ne? Ja. Ampak sej za dober namen. Bi se z razlogom matral. Bi se z razlogom, ne. Ko sva enkrat delala intervju za Reporter, pa mislim, da tudi televizijski intervju, si mi dejala, da pri multipli sklerozi je tako, da pravzaprav pravil ni, ne? Ni pravil, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo različne okvare, različne funkcionalne sposobnosti, nesposobnosti, različna občutenja. Težko rečem, karkoli je lahko narobe ali popolnoma nič, ne? Kljub temu, da imaš diagnozo na podlagi seveda zdravniških preiskav. Ker pa tudi bolj pozno pride ta preiskava, ne? Da se začne... Ja, spet ni nujno, odvisen kakšne imaš začetne znake. Če imaš tipične znake, kakor je zagon ali nek napad, takrat posumijo na to in te pol pošljajo prav na raziskave, ne? Na ta prave raziskave. Če pa nimaš napada, pa ne morajo to zdravniki ne posumiti, ne? Tep se je začelo malce z bolečimi koleni, šantanjem, ne? Ne, bolel me ni, ampak sam noga ni šla tja, kakor bi morala, no. In si to pripisovala mogoče utrujenosti, ker si tudi hribolazec, ne? Tudi. In potem pa ugotoviš, da je nekaj drugega verjetno. Niso, v bistvu lahko bi, če bi me zdravnik sploh videl, moja osebna zdravnica bi mogoče posumila, ampak tam tudi noga ni bila utrujena, tam sediš, ko čakaš in spet ne bi videla, kaj bi lahko bilo narobe, ne. In koliko dolgo se ti nekako soočaš s to, zaenkrat, če pravijo neozdravljivo boleznijo, ne? Ja, s težavami se soočam 20 let recimo, dobrih 20 let, diagnozo imam pa 8 let uradno. In še vedno hodiš v službo, ne? Hodim ne, no. No ja, delaš. Ja, delam, no, tako bom rekla, 8-urni delovnik, ne? 8 ur, ni problem delati, ne, ker sedim, imam pisarniško delo. Če bi pa morala karkoli fizičnega, pa ne bi zmogla. Midva lahko rečem, da sva srečna, ker imamo enega skupnega prijatelja, Nejca Pogačarja, ki je ta čas, ga pozdravljamo, ne, na Madžarsko, kjer je prostovoljec, sicer specialni pedagog, ki zdaj bo kmalu magistriral, ne, ima seveda tudi eno vrsto avtizma, ne, ampak čudovit človek, nekako si ti povezala najo, da je tudi on organiziral del
tega humanitarnega teka, ki je že bil Ja, izveden v ja. sredo. Na koncu o reportaže boste si lahko ogledali, kako je to na Madžarskem Soloku, se mi zdi, potekalo. Kako se poznata? Midva z Nejcem se poznava preko Gogo, to je gibalno ovirani gore osvajajo, on je tam prostovoljc. Se pravi, da gibalno oviranim pomaga premagovati Ovire? ovire, Tisto, ja, ne- itak, ne tisto gre, ne? ne zmorejo. Ne. Recimo moj skuter, s skuterjem greš lahko več, kot z ročnim vozičkom, oni ne morejo po takih klancih voziti. Ne. In kaj Nejc, ko sem jaz ta prvič Nejca videla, ne, kako bo meni tale lahko pomagal, se ga je lihen tok skup kamene, ne. Ja, zelo suhe, no? Ja, ampak zelo žilav. Žilov, ne? Ja, no, in z Nejcem se pogovarjamo, to je, mislim, 1 let pa pol, koliko se poznamo, 2 let, mogoče 1 let pa pol. Zdravo, rabiš? Ja. No, in smo prišli na to, da on tudi teče in sem ga povabila na ta zasavski humanitarni tek, ki je skozi govoril, da se bo pridružil, ne. No, na koncu je pa 1 mesec nazaj šel na Madžarsko kot prostovoljc, ker tudi ni prej vedel. No? In zato smo pol na tak način speljali, da je on na Madžarskem organiziral. Zdaj, ne vem, enkrat si ti mene povabila po zimi, sneg je bil v Tamar, ne? Ja. Žal nisem Ja. imel časa in jaz sem bil, seveda, poznam te, vem, da si na vozičku ali pa na skuterju, kako po snegu v Tamar, ne? Ja. Je šlo, ne? Ja, je In tu šlo. pa rabiš to pomoč, ne? To pa rabiš pomoč. Ne, ker- na sanmi je kako? Ne, vozički so opremljeni drugače. Zadnja kolesa imajo s terenskimi gumami, spredi pa nastavijo kot neko mehko smučko, da drsi. Ne? In je bilo čudovito, je bilo še Super. snega. Ja. Tako da se je odirali tam. Ampak ste ob šli po robu. tisti avtomobilski poti, ne? Ja. Ne naokrog, ampak Ja, super je bilo. je bilo super, Super. ne? Boš ponovila. Ja, če bo možnost, absolutno. Pa še eno skupno ljubezen imava, ne? Jezero, Jasna. Ja. Ja. Jaz ga bom že verjetno v ponedeljek preizkusil, ne? Ja. Moraš biti kar korajžen, ne? Sem ti favšno. Si, ne? Čeprav sva sončna, ampak ta jezero je Ja. pa hladno, ne? Oziroma Ja. se sta dva, ne? A se kopaš tudi v njem, greš? Si upaš še vedno? Upala bi si, če bi imela pomoč za ven iz jezera, noter ni problem iti, ne. Ja, čeprav ven se ti pa mudi, ne? Ker je tako hladno. Ja, ni nujno, A ni? probat moram. Moraš probati, ja, no, tam okrog 15 stopinj, Ja. ne? Včasih tudi malce več. Nina, zdaj do tega trenutka se je zbralo nekaj čez 2000 evrov, jaz upam, da bo še nekaj nakazil, tudi da bodo še zasavske občine kaj nakazalo. Ponavadi se tam zbere okrog 3 do 4 tisoč evrov. Daj mi povej, kako boste v tem kamniškem zasavskem društvu Multipla skleroza to porabili, že kaj veste, pa mimogrede par besed o tem društvu. Par besed. Kamniško-zasavska podružnica vključuje obolele, to je zelo suhoparno se sliši, ampak drugače se ne da to razložiti. Obolele iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Šmartno pa Domžalsko-Kamniški konc, ne, kar se ne tiče Zasavja. Približno 170-180 članov nas je. Smo pa, kot sem že na začetku povedala, različno oboleli, ne. Zelo različne stopnje obolelosti, od popolnoma nevidne, ne, do takih, ki so tako rekoč rastline, ne. Tistih tudi vi ne boste videli, ne. So doma, Ker po so doma ustanovah. v domovih, kjerkoli že, ja. In ti si kje, tam nekje vmes? Ja, kukar hočeš, veliko je od volje odvisno. Ravno včeraj, ko sem šla z vlakom v Ljubljano, na železniški postaji vstop do mene je ena kar starejša gospa, tam 80 plus, ne. Joj, gospa, občudujem vas, koliko ste pogumna.
zakaj sem rekla, ja, greste kar sama z vlakom takole. Meni to ni nič posebenega, ne, marsikomu se pa zdi res to dosežek. Ja, to je, kako razmišljaš, ne. In ti razmišljaš pozitivno, ne? Oziroma hočeš živeti, ne? Tako, če me to veseli, zdaj še lahko, jaz ne vem, kva bo jutri mogoče ne bom več mogla, ne. No, ti si pa tudi ena od tistih, ime kolega sem pozabil, ki mu bo poskušal pomagati Zoran Drnovšek, raketka s prehranskim dopolnilom Rens. Ja. Slišala sta se že, ne? Ja. Ti in kdo še? In Marko. In Marko. In bosta poskusila to terapijo? Ja. Zakaj si se odločila to? Odločila sem se zato, ker verjamem, da obstaja nekaj, kar lahko pomaga in verjamem, da če ne najdejo vzroka, da mogoče pa je to vzrok, ki gospod Drnovšek misli, da je. Ne bom rekla, da je, ja, on trdi, da je, ampak jaz sem vedno skeptična, mogoče preveč znanstveno pristopam k temu, ker znanstveniki morajo biti vedno skeptični, ne. Ampak dokler ne probam, ne stestiram in vidim, da saj v mojem primeru karkoli pomaga, bom rekla mogoče. No, mi smo pa tudi veseli, da se je odločil. Ja, super, sem zelo vesela sem. Potem bomo pa se slišala čez 1 leto, če kaj boljše, ne? Sigurno. In ga pohvalili ali pa pocukala z ušesa, ne? Se šali, ne? Vsem tudi on ne more zagotoviti, da res vsem pomaga, ne? Vse to je bilo bolj mišljeno kot šala, ne? Nina, hvala, ne? Prosim. Podžupan Trbovlj, vesel sem, ne, da tudi občina Trbovlje podpira te naše zasavske humanitarne teke. Boste kaj donirali letos? Seveda, tudi mi bomo prispevali svoj delež in tako ste vi veseli, sem tudi jaz vesel, v bistvu, da ste Igor Gošte, da organizirate tole. Zahvala seveda tudi Društvo prijateljev mladine in pa Multiple skleroze za tale dogodek. Jaz moram povedati, da sem izredno vesel za takšne dogodke, ker dejansko pripomogajo k zadevam in problematikam, ki so pereče. Veseli me pa predvsem to, da se je zdaj razširilo tu še na mednarodno, ne. Zdaj slišim, Madžarska zraven sodeluje, jaz upam, da se teh držav še čim več vključi in da greste naprej. No, jaz sem malce pričakoval, da boste v kratkih hlačih, v športnih copatih, ampak ste vedeli, da sem jaz poškodovan, ne? Tako, sem vedel, ampak smo vse en krog zdajle odhodila skupaj, kakšno rekla, tako da sem vesel tudi tega. Dober dan. Dober dan. Kako ste kje? Ja, odlično. Vidim, da imaš nekaj, ne? Ja, nekaj sem vam prinesel. Sicer to je malo bil tak simboličen, ta prav znesek smo že nakazali na račun. V letošnjem leti smo kar nekaj sredstev še od lanskega prinesli, ker smo malo več zbrali v lanski dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov, tako da razporejamo ta sredstva po tistih, ki najbolj kritično potrebujejo kakšna sredstva, ali za, bom rekel, za to, da ohranjamo življenje, ali pa za to, da se v bistvu borimo pa kakšnim bolnikom olajšamo. Jaz sem prepričan, da bodo ta sredstva, da grejo v dobre roke in da boste, če drugega ne vi, sigurno znali nekaj dobrega narediti iz tega. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Kakor jaz vem, ne, je bilo že teh 500 evrov nakazanih. Hvala Fundaciji Svečka. Vsako leto si tu, ne, Primož, na teh zasavskih humanitarnih tekih. Drži, meni je šport v bistvu kar pomembna stvar v življenju. Tudi jaz večkrat tečem, večkrat na teden grem, da že danes zjutraj sem enih 2,5 kilometra pretekel. Če drugega ne, si s športom krepimo telo, pa tudi pripomoremo k tem, da mogoče kakšnih zdravstvenih težav imamo manj, posledično tudi zdravstvena blagajna nekoliko manj trpi, ampak nekaj dobrega za sebe naredimo. Jaz se tako dobro počutim, ko zjutraj že pred službo pretečem nekaj, grem malo v telovadnico, pa naredim in v bistvu to priporočam mnogim za izboljšanje življenja. Sej, takrat je težko, ampak potem čez dan je pa bistveno lažje. No, ti preko Fundacije Svečka vsako leto izvedeš velik humanitarni projekt okrog vseh svetih, ne? Kako pa gledaš na te naše zasavske humanitarne teke? Zasavci smo bili vedno dobrodelni, vedno smo znali stopiti skupaj, tudi zdaj v poplavah smo videli, koliko ljudi je od tukaj šlo pomagati ali v
bom rekel, Savinjsko dolino ali v naše te bivše kraje. Prostovoljno, brez prisile, ne? Drži. In se tudi niso prav veliko slikali, tako kot marsikdo. Tako da Zasavci smo res dobro. To mogoče gre malo iz naše zgodovine in mnoge take prireditve so malo bolj gledane ali pa mislim poznane ali pa malo manj, ampak humanitarni tek je pa nekaj tradicionalnega, ne? Ker pa mislim, da vsak Zasavec ve, da se dogaja. Jaz zelo spodbujam in se tudi zahvaljujem vsem vam organizatorjem, tudi tebi, ki to delaš, za to, da v bistvu to je, bi rekel, večplastno. Na eni strani nas malo sil k tem razmišljanju, ali dosti naredimo za svoje telo, na drugi strani pa tudi nekaj dobrega, ne? Podobno kot imamo v Fundaciji Svečka. In danes sem še ne prešvican, ne? Žal, ne? Mi je malce žal, da ne morem teči, ampak se bom pa drugo leto. Si pa tudi glasbenik, ne? In po tem pogovoru te bom pa predstavil tudi z našima tokratnima gostoma, Ano Pustak-Lajevic in Damjanom Planerjem, ne? Ki bosta poskrbela za glasbeni koncert. Jaz verjamem, da boste imeli kaj zanimivega si zapovedati. Ne? To me pa zelo veseli, jaz vedno rad, kako rečem. Glasba je pa tudi en drug način, bom rekel, duhovnega olajšanja ali pa bom rekel, da si dušo nekako narediš. To je meni bilo zmeraj zelo pomembno. In šport, in glasba ob tistem rednem delu, ker to te nekako, bom rekel, navdaja življenjsko energijo, no vsaj mene, pa vidim, da tudi tebe. In glede na to, da nisi v kratkih hlačih pa v športni opremi, te bom zdaj po tem intervjuju res da peljal, ker nimam, pa se boš lahko še tam malce pogovoril. Te ne bom peljal okrog. Dogovorjeno. No, z nami sta tudi Anja Pustak-Lajevic, moja nekdanja sodelavka z ZTV-ja, pa Damjan Planer. Živjo. Vidva sta tista dva, ki bosta danes izvedla tak humanitarni koncert glasbeni. Spoznala sta se pa na humanitarnem dogodku, kaj ne, Anja? Ja, res je. Dejansko smo se spoznala na dobrodelnem koncertu skupine The Eccentrics v decembru. In takrat enostavno je priskočila iskrica in energije in to je to. In sva dejansko zdaj tukaj skupaj. Damjan, kako je bilo s to iskrico? Na obeh straneh? Ja, na obeh straneh, ja. Ti si tudi na tem koncertu dobrodelnem pel? Ja, takoj za Anjo sem pel, tako da sva se dejansko spoznala na odru. In prve besede sva izgovorila na odru. In potem navezala stike. Tako. In ne samo, mislim, prvi vrsti sva par v zasebnem življenju in potem tudi pevski duet. Tako da združujeva vse v enem. Ja, pa še nekaj je, ne? Bomo to novico povedali? Absolutno, ja, z veseljem. Nama se pridružuje v začetku januarja prihodnje leto otroček, tako da se veseliva in kaže, da bo punčka, bomo videli zelo. Damjan, zate bo to drugi otrok, ne? Ja, zame bo drugi otrok, ja. Imam že enega 8-letnika doma. Zame pa dejansko prvič, ne? In postati prvič mama je neprecenljiv občutek, res poln sreče, radosti. Živita pa Živima v Mariboru. V Mariboru, ne? Ja. Zdaj, danes, ne, če bi ne bilo teh poplav, bi bila tu z nami tudi skupina The Eccentrics, vodja skupine je Simon Zorman. Na dan tistih poplav me je zvečer poklical, ves v solzah, ne, žal ne bom moral priti, je dejal, in sem rekel, ja, kaj pa je? Poplavljena hiša, ne, poplavljeno dvigalo za invalida, ima doma invalidnega otroka oziroma cerebralno paralizo, poplavljeno vozilo za prevoz invalidnih oseb. Tako da, in zdaj na srečo, ne, sta vidva, ne. Bom malo zapolnila. Vidva smo neizmerno vesela, da lahko pomagava, da lahko narediva nekaj dobrega in če je to z glasbo, potem to še toliko boljše pa lepše, res. Poznate pa to situacijo s Simonom? Ja, seveda. In enostavno res drživa pesti, da se jim zadeve čim prej uredijo, da ostanejo naprej močni, hrabri. In jaz verjamem, da skupnimi močmi lahko uspemo in si med sabo pomagamo, ker najlepše je sodelovati. Damjan, za konec, kako gledaš ti na to vrstne humanitarne projekte? Mislim, to je zelo lepo, da ljudje pač skupaj stopimo. Slovenci so pač tudi zdaj pokazali v teh, da je marsikdo priskočil na pomoč, tako da je res lepo, no. Jaz pa z veseljem, če le lahko. Koliko pa poznaš, pa koliko oseb z multiplo sklerozo? Sem hodil v kamnih šolo, tako da sem jih kar nekaj spoznal. Tako da
tako številčno ne bi zdaj znal reči. No. Tudi ti pa se z določenim stanjem, ki ne vem, kako se mu reče, sem že pozabil. Artrogripoza. Tako? Artrogripoza. To je pa že od rojstva, ne? To je pa od rojstva, ja. Že v materinem telesu se tako, ja. To zgodi. Sklepi so se nehali razvijati in sem se potem tako rodil. In to je pač stanje, mislim, se ne spreminja. Na srečo. Na srečo se ne spreminja. Ne? In nasmeh iz tvojega obraza pa tudi ni nikoli izginil. Ne, to pa je vedno prisotno. Je pa to, ker sva pač oba pozitivna kljub hendikepiranosti, ne? To v bistvu zadeva obračava vedno v pozitivno smer. Ne? In če lahko izpostavim, sva dejansko kombinacija in dopolnitev drug drugemu. Ne? Damjan recimo meni kot oči, jaz pa njemu kot dopolnitev z rokami. Če ni to lepše, kaj še lahko lepše? Naj še dolgo to lepo traja. Hvala. Z veseljem. Hvala. Zdaj pa pojdi, da se pripraviti. Ne? Tako ja, res je. Pomagam, sem te vprašal, preden si stopila na cesto. In ko si me prijel pod roko, se v meni prebudil je ognjeni. Koža je kožo sorodno iskala, ljubezen na prvi dotik. Sanja, tako da sem tiho zgubil glavo. Brez tebe je svet vzmrzel in bled. Brez tebe sem res brezupen bolnik. Dečko, pisan si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. Vedela sem, da je konec samote. Ko stisnil sem se pod tvoj dežnik. Dečko, pisan si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. Tedej, 8 let nazaj smo tu denar zbirali tudi za tvojo družino. Ne? Takrat je bilo kar malo. Res je, tada je bilo hudo. Jaz sem bil brez službe, ker so mi pač kolen mogli zamenjati, imam umetnega. Tada se je tudi meni malo svet podaril, ker sem ostal brez športa pa vsega, ker sem bil prej pa 35 let v športi.
ampak ustajam je neki, da od takrat naprej gre na boljše, da lahko tudi z ženo pomaga drugem. No in ti si na tokratnem 12. humanitarnem teku prispeval kar nekaj daril za naš srečelov, torej čutiš tudi sam humanitarno, ne? Normalno. Tudi, naprimer, pomagal sem, ko so bile tele poplave zdajle v športni dvorani, ko smo tiste tujce noter spravili, da smo jih dali spat, sem bil celo noč z njimi, sem jih stregel vse. Pomagam tudi, naprimer, rokometnemu klubu prostovoljno, pomagam tudi nogometnemu klubu, tako da ni mi težko, če se da lepo pogovoriti in vse zmeniti. Poljubi me Nično, ko drugi hitijo, odpelji me v mesto, ko drugi še spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki. Marko, res, da smo se šele danes spoznali, ampak smo se zmenila, da se tikava, ne? Točno tako, res je. Tako, ja. No, ti si eden tistih, ne, ki ima tudi multiplo sklerozo. Ja, 14 let že. Kako se je pa začelo vse skupaj? Začelo se je z zaostajanjem desne noge pri meni. To je leta 2006 sem jaz opazil, posebej takrat, ko sem imel naporno delo. Aha. In takoj k zdravniku, je kako? Ne, zdravniku sem šel še leta 2009, ko me je sestra napotila, ki je medicinska sestra, ki me je Pa si videla. kje raziskoval, kaj bi to bilo? Razlog? Ne, nisem raziskoval, samo svoje življenje sem preučil, zaradi tega, da sem jaz približno vedel znake, kaj, kako je bilo. Aha. Kdaj se je začelo. Takrat si hodil v službo? Ja, v službo sem hodil 2018, do 31.5.2018. Kje si pa delal? V Ljubljani. Drugače pa si po poklicu? Metalurg. Aha, torej malo rudarsko povezan s temi našimi konci. Na Selitije tudi, ne? Ja, osnova je ruda, sem jaz sem šel na konjske ruda že predelana v železo. Kako pa je bilo se soočiti potem z diagnozo? Je bilo to nekako lajšanje, da si vedel, kaj je, ali je bilo tudi kar hudo? Jaz bi se nikoli dal podarka na bolezen. Jaz tudi danes je več ne dam, pač to sprejemam, pač to je del mene in da s tem živim. Je pa lepše življenje zdaj, kot je bilo nekoč. Zakaj? Enostavno povedano, ker zdaj je drugače, zdaj sem se na prvo mesto postavil sebe in če sem jaz zadovoljen, drugi pa zadovoljni z menoj. Čeprav po mojem, čisto na prvem mestu, ne, sta pa otroka, ne? Ja, tu definitivno, ja. Mislim, to je malce v šali, ampak ne, to je res. To je pa bogatstvo, ne? Bogatstvo, ki ga moramo ohranjati naprej. Dva sina? Ta prva je hčera, pa je pa sin. In kako te pa ona dva sprejemata? Sta te že spoznala takšnega obolelega? Ona dva sem me spoznala že takšnega, sem, dajem jim pa zgled. Borbo, brez tega ni življenja. V vseh pogledih, ne zato, ker imam jaz multiplo sklerozo, ampak na splošno gledano borba je v življenju. No, mi, organizatorji teh zasavskih humanitarnih tekov, smo tudi recimo zelo veseli. Ravno zdaj, ko mi da to snemava, je mimo šla ena skupina osnovnošolcev, ki jih tudi na tak način seznanimo, da na svetu živijo tudi ljudje, ki imajo določene težave, ki so invalidi ali pa so na socialnem dnu. To se mi zdi prav, ne? Točno tako, res je. Tudi sam živim v takšnem okolju, ko je osnovna šola in gimnazija zraven in me vsi lepo sprejmejo, bistveno lepše, kot pa odrasli ali starejši. To je zanimivo, ne? Zelo, ampak mora biti vedno dostopen do mladih in starih, starejših. Zdaj, nekako za multiplo sklerozo nekako velja, da je neozdravljiva za enkrat, če ne. Kako pa sam na to gledaš? Zdaj, recimo Zoran Drnovšek, ki je eden tistih izumiteljev, ki imajo na prehransko dopolnilo RENS, pravi, da se da tudi pri tej bolezni kaj pomagati. Zdaj, ti boš del tega, ne? Ja, res je. Kako gledaš na to? Jaz gledam tako, kar mi je vodano, bom sprejel. Kuka vsa zdravila, ki so uradna zdravila ali pa neuradna, čim menj vemo, tem boljš mi je. Lažje se prilagodim.
jemlješ pa, kar je potrebno? To, kar trenutno strokovnjaki povejo, drugega pa ne. Kako pa gledaš na to vrstne dogodke, kot je ta danes? Premalo jih je. Tisti, ki pa so, jih pa rad udeležim. Ljudje so pripravljeni pomagati. Tudi, če sem na invalidskem vozičku, rad se udeležim. Zoran, najprej se ti v imenu organizatorjev 12. Zasavskega humanitarnega teka zahvaljujem za donacijo prehranskih dopolnil Rens, ki si jih dal dvema, ki sta obolela za multiplo sklerozo. Sicer pa tudi že kar več let sodeluješ z našim zasavskim humanitarnim tekom, ampak tokratna donacija se mi zdi pa, da je tudi finančno najvišja, ne? Niti ne. Ni najvišja do zdaj, ne. Najvišja je bila takrat, ko se je tekal za stekleničke, ne. Takrat je bilo, ne vem, 60-70 stekleničk, 75 stekleničk, mislim, da je bilo na koncu ven prišlo in tega je bilo, ne vem, okolo 80 tisočakov, če bi vzel komercialno vrednost, ne. Tista je bila najhujša. No, ta je zdaj, potem večina teh donacij je bila pa tam nekje 3 do 5 tisoč ponovadi, ne. In tudi tale nekje v tem rangu, ne. Tako da to ni spet taka, bom rekel, ni taka številka, ker konec koncev sam to ne proizvajam. Če bi mogel pa to kupiti, bi bilo pa malo več. Ki bi bilo pa težko. In ti seveda si se prej pozanimal, v kakšnem stanju sta oba, ki bosta prijela to. Tako, z obema in tudi je pomembno in spol verjetno, in starost, in teža. Kako gre to vse? Ja, vse ti osnovni podatki so pač pomembni, zato ker štartna terapija je nekako v principu univerzalna, vendar se treba določene stvari prilagajati posamezniku, kar je pa seveda pa spet vezano na spol, starost, višino, težo, na težave, ki so zraven prisotne in tako naprej. Tako da ja, govoril sem z obema, sta mi dala vse podatke, ki jih rabim in zato sem tudi pripravil terapijo za enega in za drugega, tako da je čim, glede na moje dosedanje izkušnje, ne, delam pa na tem področju recimo 2016 zelo intenzivno, prej je bil bolj razvoj. Katera stvar je pri takih nevrodegenerativnih boleznih najbolj uspešna. Tako da v bistvu sem jim dal varianto terapije, ki je ena najmočnejših do zdaj dokazanih na tem področju, da najhitreje delujejo, tudi najboljše rezultate dajo. Ne. In ti boš to spremljal zdaj celo leto, ne? Nekako. Ja, jaz jih bom, dokler bosta ona na terapiji, jih jaz spremljam. Tako smo dogovorjeni, kar pomeni, da tudi če bosta rabila karkoli podporo, kakšne korekcije terapije, kakšne dopolnitve, to vse rešujemo. Zoran, me zanima, kako ti gledaš na to vrstne humanitarne dogodke? Glej, Igor, konec koncev, mislim, da sem od 7. teka z vami, ne, tukaj in dejansko podpiram to zadevo, ne, s konkretnimi donacijami in mislim, da stvar je pozitivna, drugače se sigurno mi ne bi bilo zraven. No, Zoran, terapije sem bil deležen tudi sam, sicer je prišlo potem do mehanske poškodbe kolena, ampak si mi tudi prinesel nekaj, jaz še nisem to odprl, kar ne bi pomagalo, Tomaža. V bistvu si dobil kapljice, kot jih že imaš, dobil si pa tudi eno kremo, tisto vzorček, ki je ta senzitiv, ki v bistvu jo imaš za udrnine, tudi poškodbe in tako naprej. Poanta je cele zgodbe v tem. Načeloma moj preparat deluje od znotraj, prek krvnega obtoka. Če hočeš pa pojačati na določeni točki telesa, potem pa mažeš še zunajne strani na tisti točki. In to je v mojem primeru recimo koleno. To je v tvojem primeru, tako. In to potem regenerira tkivo? V bistvu pospeši regeneracijo tkiva, in pa skrbi za to, da je okolje sterilno. Kar pomeni, da ne pride do kakšnih infekcij, karkoli. Dobro, pri tebi ni rana, ampak če bi bila pa rana, bi pa lahko pa recimo infekcija rane upočasni proces regeneracije. Ker konec koncev moj preparat, kakorkoli ga imenuje na vse mogoče načine, od zdravil naprej, čeprav ni zdravilo, je v bistvu preparat, ki je trenutno najhitrejši znani razsvetljevalni protokol v svetu. Istočasno pa zaradi stranski učinek tega razstrupljanja je pa pravzaprav to, da pospeši regeneracijo tkiv nekje 4 do 8 krat. Kar pomeni, da še vedno potrebuješ nek čas za regeneracijo, ampak je pa ta čas krajši.
Zoran, kakorkoli v svojem imenu in tudi v imenu Marka in Nine se ti zahvaljujem, pa še kdaj, ne? Ja, zdaj bom rekel za njiju, jaz pričakujem, da bi se moralo stanje vsaj izboljšati. Imeli smo že primere multiple skleroze, v lažjem stadiju, v začetnem stadiju smo imeli tudi že ozdravitve. V teh težjih oblikah smo imeli izboljšanje, ozdravitve zaenkrat še ne, ampak saj pravim, vedno je enkrat prvič, vse je nemogoče, dokler tega ne naredi, ne? Hvala. Nermin, ves popisan si. Kaj je to? To je pa spomin mojih sedmošolcev, lanskih, en tak dres, evo, profesor, tako da so mi dali kot spomin na njih. Lep spomin, ne? Lep spomin, ja. Nermin, da se bom malo pošalil, ne? A imaš tudi Markov podpis? Tukaj ni bilo nobenega Markota noter, tako da... Veš, na kjer ga Markota ciljam, ne? Domnevam, ja. Ja. Zaključila se je tvoja zgodba podžupanska v Hrastniku, ne? Ja, res je. Ni šla skup, ne? Rečemo, da ni bila ista energija za skup. Tako, ampak energija za lov pa humanitarnosti pa še kar, ne? Tu pa še zmeri. To bo pa zmeri bilo in bo. Bo. Kaj si dal zdaj politiko na stran? Pa ne vem, čas za razmislek. Po mojem, domnevam, da bom kot svetnik še vedno deloval. Po svetu sem bolj v strokovnem delu, zdaj podžupanska funkcija mi je kljub vsemu jemala dost energije pa stvari. Jaz bom živel normalno naprej, isto sem udeleževal dogodkov, edin mogoče teža tega, ker nimam funkcije, bo druga. Bom kot občan hodil na prireditve, tako sem do zdaj, v bistvu. Greš rad tudi na to vrstne humanitarne dogodke? V bistvu zdaj ja. Vem, da si tudi v poplavah, ne, kar priden bil, ne? Ja, jaz imam eno specifično zgodbo, pač tisti teden sem bil na dopustu, gledal vso to dogajanje nekako in ko sem nazaj prišel, sem se res tako, osebno sem se čutil dolžnega, da nekaj naredim. No, bil sem na počitnicah, ne nazadnje učitelj sem, čas sem imel, voljo, energijo, pač sem šel, pač res je, tri dni sem šel delati, no tak. Sem pa tudi prideš, no lani je bilo to v Hrastniku, pa tudi vedno kje deluješ, ne? Ja, te humanitarne teke zmer, itak rad tečem, ne? Pa če pa še za tak namen, pa itak ni problem, tako kot tebe recimo, ne, isto, ne. Čeprav ti raj tečeš žogo, ne? To pa res zaenkrat še vedno, dokler lahko, dokler ni težav s koleni, sicer hodim na te veteranske lige, na rekreativno tule na Rudarju se dobivamo ob sredah, tako da, ja, še igramo, pridejo tudi mlajši, se še z njimi malo borimo, no. Za katero nekateri pravijo, da sveti svetleje od sonca. Tako, počasi se naš zasavski humanitarni tek zaključuje. Omenili smo že, da je naš humanitarni tek letos postal tudi mednarodni. Povezali smo se namreč z Nejcem Pogačarjem, ki deluje na madžarskem v mestu Solnok. V sredo so v njegovi organizaciji izvedli 15 km dolg skupinski tek po omenjenem mestu. Zbralo se je kar 30 tekačev in tekačic. Na cilju je vsak dobil tudi posebno spominsko diplomo kot zahvalo, da so se teka udeležili. Več si boste lahko ogledali v kratkem videu, ob koncu te reportaže pa tudi, kaj je ob zaključku povedala Laura iz Gorše. Pa srečno! Najprej najlepša hvala Ani Pusta-Klajovic in Planer Damjanu za tako krasno kulturni program, ki sta ga danes pripravila na, bom rekla, letošnjem letu 12. zasavskem humanitarnem teku, ki je potekal v malo manjši obliki. Želimo Igorju čim hitrejše okrevanje, ampak tudi, da naslednje leto na 13. si ne bo preveč zadal. Se strinjamo vsi s tem, ne? Hvala vsem. Tokratni denar smo zbirali za Kamniško-zasavsko društvo oseb z multiplo sklerozo. Celotni izkupiček že doslej zbran ter zbrana sredstva na samem dogodku ter tisto, kar še pride na TRR in pa seveda SMS donacije bomo predali tudi častni pokroviteljice teka Nini Medvešek. Hvala, ker je tudi ona vztrajala z nami. Še vedno pa vabljeni, do 15. ure smo tu, če bi mogoče kdo še dal kakšen prostovoljen prispevek, si izbral na mizi kakšno darilo, ki mu pride prav.
Nabralo se je kar precej, bom rekla, kar so dali naši donatorji. Drugače pa predhodno je bilo zbranih približno 2000 evrov, tako da, bom rekla, prva 500 evrov fundacija Svečka, najlepša hvala, še za Zasavske občine, posamezniki, današnja sredstva bomo še prešteli. Hvala, bom rekla, vsem slaščičarni Hamiti Trbovlje, sladolednemu butiku Kepca, Kisovec, cvetličarni Gaja iz Lake, Bar Cafe del Tiempo Kisovec in pa seveda tudi našemu pridnemu, ki tudi ne samo da sladolednem butiku Kepca zbira denar, ampak tudi pri Peki Kostanja v Trbovljah, se vsako leto pridruži in zbere kar lepa sredstva. Snemanje reportaže je omogočilo podjetje ETI iz Lake, pokrovitelji teka pa so Zoran Dernovšek Reketka, ki bo tudi 2 obolelima za multiplo sklerozo in pa seveda Igorju Goštetu podaril letni odmerek prehranskega dopolnila Rens. Hvala lepa. Naši pokrovitelji so tudi trgovina Stik Trbovlje, pizzerija Dimnik, Marija Vozelj, Darko Verbe, Zavod za mladino in šport Trbovlje. En velik hvala pa seveda tudi Zdravstvenemu domu Trbovlje, Center za krepitev zdravja, ki ste bili z nami, in pa Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, bom rekla skupina Trbovlje, tako ne, hvala, ker ste vsako leto pridružite in pomagate na našem teku. In pa za letos je tek dobil tudi mednarodno noto, saj je že v sredo s tekom po madžarskem mestu Solnok denar za namen zbiral tudi Nejc Pogačar. Šalnok je pravilno, tako. Bravo Nejcu in hvala, ker se nam je pridružil. In pa seveda na koncu mislim, da si res velik aplavz še enkrat zaslužita tudi Anja Pusta-Klajovic, Damjan Planar in pa seveda naš Zupi, ki si je vzel čas in bil z nami danes tukaj. Hvala. Živjo, ura je 2, smo 3 ure pred startom, lepo zdravje Solnoka. Kaj da rečem, ja, danes je en poseben dan. Komaj čakam na uro 5, da začnemo. Sem seveda v majici in pralinca, kot tudi prijatelj Roland. Tako da, ja nič, gremo se počasi ogrevati in se vidimo na štartu. Vam pa srečno petek. Čau! Let's go! Živjo, evo, 15 km za nami, zbralo se je 30 tekačev, tako da še enkrat bravo, čestitke, imeli smo se super, smo še vzdušju, na koncu prejeli takšne lepe diplome, tako da predajamo štafeto dobrodelnosti Trbovljam. Srečno! Igor, baš to, ajde, hop!
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.